24. januarja je oder Doma kulture Kamnik zasedla gibalna skupina Folklor s plesno predstavo Glej ga zlomka. Pogovarjali smo se s koreografom Brankom Potočanom. Pozdravljen, Branko Potočan, ustanovitelj gibalne skupine Folklor. Če se ne motim, od leta 1994 delujete? Tako je. Lep pozdrav tudi vam. In sicer, Branko, daj nam povej, kaj je to fizični teater oziroma gibalno gledališče, kot se pojavlja oznaka za to, kar počnete? To so predvsem, lahko bi skoraj rekel, gledališka predstava, ki ni bazirana na tekstu, ki ni govorjena, ampak je poudarek na gibu. Se pravi, večinoma se akcije dogajajo brez besed, gib se jemlje organski z ulice, ki pa je seveda koreografiran in je postavljen v določene strukture in se zmeri enako zgodi. Čeprav to zgleda včasih tako naključno, kakor da smo si sproti zmislili. Se pravi, fizični teater dobesedno pomeni velika intenzivnost v akciji in v delovanju gibalcev na odru. Rečemo tudi zato gibalci, ker je to velika razlika pač od tehničnega plesa, se pravi akademskega, ki ima neko formo, figure. Tle se ukvarjamo s telesom, s predelavo, ampak na čim bolj naraven, organski način. Če je gib izrazno sredstvo in če je telo pokrajina recimo tega giba, izraznega sredstva, kdo so pa potem protagonisti, junaki, antijunaki? Te pa določa praviloma situacija, ker vsaka scena, vsaka predstava bazira na neki temi. Tudi če je abstraktna, današnja je bila mičkim bolj abstraktna, ampak je imela še zmeri zelo veliko polje asociacij, ki si jih je lahko posameznik ustvaril v zelo konkretnih akcijah. Tako da situacija je tista, ki kreira v bistvu protagoniste in jih določa, kdo je kdo in zakaj je tako. Kaj pa naslov? A se strinjaš, recimo, da če bi nadaljevali naslov Glej ga zlomka, kaj vse lahko postane telo? Tudi naslov je večnamenski, zelo pomenljiv in vsekakor je to ena od zelo možnih nadaljevanj, ki si jih ravnokar povedala. A mogoče ustreza tudi kakšna igra, recimo, če ozki O zamenjamo širokim, pa je zlomka, pa mogoče lomi kakšne stereotipe ali pa kakšne predstave, ki so preveč ustaljene? No, to je pa ena stvar, s katero se me zdaj presenetila, ampak ravno takšna predstava se mi zdi, da je tista, ki ne daje ultimativno sporočilo, ampak odpira in pušča vse te možnosti različnih interpretacij, ki pa niso zelo zahtevne po drugi strani. Je pa vse možne pokrajine se lahko tle noter vidijo potem. Če je folklor, recimo temu, tvoja ustvarjalna delavnica, kjer uresničuješ, se pravi tudi z drugimi gibalci, svoje ideje, kaj pa recimo, kakšno energijo da pa mentorsko delo? Tudi mentor si, a ne? Tudi mentor sem, vsekakor. Predvsem prenašanje znanja in izkušenj seveda na tiste, ki si tega želijo. Ogromno je stvari od same osnove, tehnike gibanja, lotevanja različnih situacij, metodično, pravilno, zdravo, korektno, do seveda sestavljanja in kreacije določenih struktur, kompozicij in nenazadnje tudi predstav. Kdo pa lahko vstopi recimo v tako skupino? Je treba imeti kakšno predznanje, kakšne posebne veščine, a je veselje do gibanja dovolj? Predvsem je tle volja in seveda veselje do gibanja, ker tu ne govorimo, zmeraj seveda so tudi prisotne, ne govorimo o virtuoznostih in o akrobacijah, ampak predvsem govorimo o ljudeh, ki se zavedajo svojega telesa in so ga sposobni obvladovati. Smo lahko zelo različni, veliki, majhni, suhi, debeli. Tle ni nobenih ovir, dokler obvladamo svoje lastno telo, ker v bistvu vse stvari izhajajo iz človeka samega in potem mu damo orodja, s katerimi se znajde v situaciji in seveda iz sebe črpa vprašanje in odgovore in odzive na določene situacije. Nimamo nikoli vsi enaki in to je ta prednost
tega, lahko rečemo, fizičnega teatra, ko dejansko lahko črpaš iz sebe. Ne rabimo mi nalepiti na vse isti gib in potem zahtevati vrhunsko izvedbo, ker jo ne bomo od tako različnih dobili, dobimo pa lahko zelo zanimive karakterne odzive, to je pa tle pomembno. Se pravi, da je veliko bliže to gledališču, kakor plesu, na nek način. Na izrazni način je bliže gledališču, na gibalni pa seveda bliže plesu. Hvala za teh nekaj besed, pa vso srečo pri naslednjih projektih. Hvala lepa, še drugič.